tako da pokažem schematsko prikazu nek sistem relejno plaščo, ki nam omogoča, da segmente kabla različnih dolžin, recimo 50 metrov, 100 metrov, 200 metrov, nekako preklapljamo preko nadzorne plošče, tako da se teh 50 in 100 metrov preklopi skupaj in se sešteje, oziroma pač kot bi imeli 150 metrov. In če vse segmente preklopimo skupaj, tako da bi imamo kabel dolžine 5 km, sam nadzorni sistem izgleda takole. Imamo kabel, ki je 10 parni, tako lahko simuliramo tudi presluh, kaj se dogaja, če imamo naprimer na eni liniji ADSL, na drugi liniji VDSL, na tretji liniji mogoče SHDSL. In če kar pokažem konkreten primer, tukaj MPEG-2 televizijo imam na ADSL modemu, imamo trenutno na razdalji 2853 metrov, sinhronizirano na 7 MB downloada. Če se tako malo povečam razdaljo, na 3400 metrov, zdaj modem padal iz sinhronizacije, približno čez kakšno slabo minuto se bo modem pobral in potem se bo tukaj lepo videl, da se linije, da se je kabel oziroma kabel podaljšal in sinhronizacija pada in bo prenos preslab, da bi omogočil MPEG-2 prenos. Da so se sistemi potem pobrali. To se je modem sinhroniziral na 3,5 MB. S pomočjo tega lahko vse potestiramo. To je zdaj prednost tega, da lahko nekako simuliramo na kakšni razdalji, s kakšnimi priključimo različne zaščite, različne razcepnike in nekako tudi primerjamo. Pred tem sistemom nekako nismo mogli niti primerjati, ker smo to testirali nekako na realnih linijah. Zdaj, ko imamo celoten kabel postavljen tukaj v laboratoriju, ne, to je dejansko imamo kabel pod našim 5100 metrov. Ja, mi gremo do Kranja, pa nazaj v 5 km. Tako da, mogoče tukaj se lahko pogledate še, sem demonstriral sam prisluh. To je, ko iz ene parice seva signal na drugo sosedno parico, tako imam na sedmi liniji imam priključen VDSL, 8. linija pa je prazna in tukaj se vidi, kako je na 7. liniji gostota močnostnega spektra VDSL-a, nekaj minus 60 dBm/Hz, hkrati pa na 8. liniji, ki je prazna in nobene tehnologije se vidi, kako močno seva signal tudi na to 8. linijo. Kar pomeni, da če bi na to 8. linijo potem priključil kako drugo tehnologijo, bi ta signal predstavljal šum za ta primer. To se dogaja tudi na terenu, ko imamo vse več uporabnikov in en uporabnik in drugega mod. Tako da več sosedov imate, ki imajo recimo triple play storitev oziroma velik prenos podatkov, večje motnje to povzroča že obstoječih uporabnikov.